Omenilo, ja, itak večkrat smo načeli temu, da je bilo letos veliko več obiskovalcev. Ne? Je mogoče, nekje moramo gledati, da osnovna šola ima določen threshold, določeno omejitev. Kdaj ste že razmišljali v ekipi, da kako gledate naprej, mogoče na večje evente, kam bi se sploh lahko širili in kako bi v bistvu taki dogodki potem izgledali? Ja, to sem jaz že z Bojanom govorila lani, ko je on že govoril lani, da bo treba iti v Areno Bonifika, to je čez cesto, ki ima dosti večjo kapaciteto, pa sem ga takrat to sestavljala in se rekla, itak ne bomo nikoli imeli več kot 1000 ljudi, ne. Tako in zdaj smo tu. In zdaj smo že tukaj, ne. Zdaj dejansko ne vem, kakšna je kapaciteta, ker rekli so nam letos, da naj si dobro preberemo požarni red in smo ga prebrali in piše, da na spodaj v glavni dvorani lahko naenkrat 500 ljudi, in še zgoraj na sedežih cirka 600, neka taka fora. Ampak naj je rekel hišnik, da je 1400 in piše 1400. Ampak zdaj mi ni jasno, ali ko so tribune odprte, je lahko 500 ljudi, ker se potem v bistvu skrči zadeva. Tako da hišnik je rekel, da 1400 je cool, ampak naenkrat, ne. Tako da bi rekla, da po mojem zanesetu bi bil še cool, ker mislim, da če imamo nekje do 1700 obiskovalcev bi bilo še safe, ker itak jih nimaš vse naenkrat. Zdaj ne vem, koliko je bilo letos polno, če se je dalo hoditi vmes in to, ker se načeloma videla tako po slikah, je se ne bil ta sredinski del malo prazen. Razen, če ga nisem jaz zasedel, ne, z lučjo, pa po noben ni mogoče shoditi. Tako da po mojem, če se premesti več zadev na zgornji štuk, se potem razbremeni spodaj, kar je še zmeraj v redu. Kaj smo že rekli, ti zasedeti? Tribune, to se da potem tudi pospraviti? Ne, to je že pospravljeno. A, to je že pospravljeno. To je bilo pospravljeno, da se lahko raztegne ven. Načeloma se lahko to stegne ven, pa je v bistvu en član predlagal, če bi lahko vsaj eno vrsto premestili, pa da bi potem dali nasproti tega oder, pa da je bila kot neka mini predavalnica. To bi bilo pa cool. Kar bi bilo v bistvu cool. Pa tudi je fora, da ta dvorana ima dva kot neki panoj so, ki se spustijo in kot neka ogromna zavesa iz platna. In to potem razmeji prostor na 3 dele, kar je veliko potencijala, ampak se potem za dati ven te tribune se podaljša čas priprave dvorane 1,5 ure, tako da imamo toliko manj časa za pripraviti. Ali pa se prej zbudite. Potem imaš v bistvu lahko bolj tematsko razdeljen prostor, recimo en del samo za panele, mogoče en del za turnirje, en del bolj za prodajalce. Torej opcije so. Ampak je res, da potem bi ljudje ne mogli hoditi po dvorani iz enega prostora od drugega, ampak ali bi šli po garderobah, ali pa po tisti predavalnici, ker so res ti panoji, platno je res čisto do konca, celotno dvorano zajame. In je problem je v tem, da izrežeš potem vrata iz platno, potem pa zalimaš nazaj, ko jim vrneš dvorano. Problem je v tem, da bi bilo dobro, da bi mi šli tam v to dvorano in vse to eksperimentirali par dni pred dogodkom in videli, kaj dela in kaj ne. In tisto, kar funkcionira, ampak ti je ne dajo nikakor, ne. Ker nočejo. Ne? In že ko je ogled šole, dvorane, imajo tam tak ali tak športno vzgojo, pa so ta platna znižana, spodaj, ne? Spuščena dol, tako da ne moreš niti celotne dvorane videti. Ideja, kaj če infiltrirate, kaj če se infiltriramo še v njihovo športno vzgojo, kakšnega učitelja športne vzgoje pač nastavimo. Čeprav realno, v bistvu, tako kot zdaj deluje, da je v bistvu prazna dvorana, da je odprta, skoraj da bolj. Ker sem se tudi z enim razstavljavcem se pogovarjal, pa sem ga tako vprašal, pač kaj ti je bolj cool, Mofokon ali recimo Umiko. Rekel, Umiko mi je bolj cool, ker je pač odprt. Ker je v bistvu bolj, vidiš vse mečkem bolj tako, diha zadeva. Mofokon je pa po hodnikih in se gužvaš, pa ne vidiš vsega. In je bolj to. Nimaš tistih grv, Pač pune zabavno se je gori bilo vse, pa samo gledati, kako se dogaja. To je bilo res tako. To je ponavad struktura teh velikih konvencij, ko imaš ta velika v bistvu skladiščna mesta, ki so dolga in široka več 100 metrov, ravno zaradi tega, da je več prostora in možnost slikanja. Medtem ko Mofokon, moramo vedeti, ima 2500 obiskovalcev
ki so potem nagnetni v te oska grla in tu je dobro, da sem imel, ko sem jaz cosplay Chainsaw Mana, ki ima 1 meter pred sabo to žago, ne? Dobro, da sem imel žago, da si lahko da nisem impalal vsake 2 sekundi nekoga, ker oh my god, ne? Tukaj je bilo precej lažje. Tu si imel probleme. Precej lažje je hoditi. Janina je sama rekla, ne, da v bistvu se bala za njen cosplay, da se bo uničil, ne, veš, ker se ful gužvare po tistih hodnikih, ker enostavno ne moreš normalno hoditi. Ja, meni je primer Mofukon ful fajn, ker mi je free všeč, no, kot prostor, ker je res, mislim, lepo lahko razmejiš določene oddelke, je pa res, da ko imaš toliko ljudi, potem to odpade, ne, ker je preveč nagužvano vse skupaj. Tudi predavalnica se mi zdi že premajhna postala, ko smo želeli videti cosplay tekmovanje. Fun fact, šola ima tudi isto predavalnico, kot ima Mofukon tam na Freeu, ampak malo manjša je, ampak spet kaj je problem. Oni mogli iti zapret do predavalnice skozi vrata na zgornjem štuku in ko grejo skozi ta vrata, imajo dostop do cele šole. Tako da mi mogli tam imeti konstantno 2 osebi, ki samo čuvajo, da ljudje grejo res v predavalnico in mogo biti usmeritev ful dobra, ampak ima tam tudi proper projektor, računalnik, take mize pač za predavalnico in je res... Ni pa mogoče, da bi neke makeshift stene naredila, veš, kakor kartonske stene, kamor pač ni mogoče iti naprej, preprosto, ne? To bi šlo. En hologram, da je stena. Neko ogledalo. To je res problem, ker so ta vrate predavalnice v glavnem šolskem prostoru in vse okoli so v bistvu razredi. Tako da ni, da je naprimer en ozek hodnik, kamor potem zaviješ za predavalnico in predtem sam daš nek karton, prepojedan prehod, ampak pač imaš, ne vem, 100 kvadratov prostega placa z kavčki, ker potem tudi ti šolari sedijo po malce, in je res logistično zahtevno. No je pa ta opcija, no.